Pozdravljeni! Po končanih kvalifikacijah za veliko nagrado Portugalske je prišel čas za naš običajni zadnji brifing in poglejmo, kaj se je zanimivega zgodilo. Kot običajno bo tudi tokrat zadnji brifing razdeljen na 3 dele. V prvem delu se bomo ukvarjali pravzaprav s tistim, kar smo videli na samih kvalifikacijah. V drugem delu si bomo malce ogledali ritem. V tretjem delu bom pa podal tisto svoje osebno videnje o možnih strategijah za samo dirko. Preden začnemo, seveda, danes je 1. maj in vsi se spomnimo, kaj se je zgodilo. Tokrat se ne bom skliceval na razne članke, ki jih lahko vidite na mojem kanalu in tudi marsikaterem drugem. Dovolj je spomin, ki ga nosi vsak navdušenec v sebi. Obrigado, Ayrton. Pojdimo na kvalifikacije, kjer smo videli nekaj presenetljivega. V prvi štartni vrsti oba Mercedesa. Čeprav so nekateri dobro obveščeni viri kar dosti časa trdili, kako je Red Bull hitrejši. In tu bi vas rad opozoril na tisto simulacijo kvalifikacij, ki smo jo lahko videli na uradni strani Formule 1, kjer piše, da naj bi bil Red Bull celo 500 hitrejši od Mercedesa. Seveda, videli smo na kvalifikacijah, da temu ni bilo tako. A rad bi vas opomnil na tisto ključno zadevo, pnevmatike v Q2. Videli smo, da najboljši bodo dirko začeli na tisti srednji trdoti, a o tem nekoliko kasneje. Zanimiv čas Carlosa Sainza mlajšega na 5. mestu, treba je pripomniti, da on bo dirko začel na tisti najmehkejši mešanici, za razliko od moštvenega kolega Charlesa Leclerca, ki bo dirko začel malce bolj zadaj. In seveda Carlos Sainz v nepravem trenutku je postavil dober čas, namreč težave je imel v drugem delu kvalifikacij. In ker se z srednjo trdoto pnevmatik ni uspel kvalificirati dovolj visoko, je izbral tisto najmehkejšo in se prebil v Q3. Seveda, po svoje je lahko tudi bolje začeti na 11. mestu s prostim izborom, kot tam 9., 10. s tisto napačno pnevmatiko. Carlos Sainz je seveda na 5. mestu, a videli bomo na jutrišnji dirki, ali se mu je to izplačalo. Med razočaranji teh kvalifikacij je seveda Daniel Ricciardo. Izpadel je v prvem delu kvalifikacij in če pogledamo, do kje je prišel Lando Norris, nam je slika bistveno bolj jasna. Podobna zgodba pri Alpinu, kjer res vidimo Fernanda Alonsa, da je prišel do Q2, a Esteban Ocon je med Sainzem in Norrisom. In tu bi rad pripomnil, da za Fernanda Alonsa so bile kvalifikacije na veliki nagradi Portugalske še posebej slabe. Namreč prehitel ga je George Russell, kar je dovolj velik pokazatelj, da Fernando Alonso dobesedno ni bil dovolj hiter. Lep rezultat za Sebastiana Vettla, kateri je prišel v Q3, ampak na 10. mesto. Bistveno boljši od Lensa Strolla, a to, kar smo videli danes na kvalifikacijah, bi lahko bil standard za Sebastiana Vettla. Seveda, obstajajo take in drugačne težave, a treba je biti objektiven. Sam bi si želel, da ne bi bil 10., ampak tam nekje med 7., 8. mestom, šele takrat bom zadovoljen. A vseeno videli smo kar lep boj na vrhu, kjer smo lahko opazili, da Mercedes, ko je treba spraviti pnevmatiko na delovno temperaturo, ima še zmeraj določeno premoč. Pri Red Bullu so malce preveč napihnili zgodbo o njihovi hitrosti. Tu je bilo razvidno, da v trenutku, ko so temperature nizke, čeprav proga leži njihovemu konceptu, kar naenkrat vidimo tiste zaostanke, na katere smo vajeni. A
treba je poudariti, da tudi naprimer Nikita Mazepin se je izboljšal. Zaostanek do Mika Schumacherja je pol sekunde. Še zmeraj ogromno, a po času se privaja. In seveda imamo tudi tiste standardne voznike, kateri niso ne presenetili in tudi ne razočarali. Govorim o obeh voznikih, naprimer Alfa Romeo Racinga in seveda tudi Yuki Tsunoda je tam, kjer spada. Ni presenetil, ampak po mojem osebnem mnenju tudi ni razočaral. Kvalifikacije, ki so bile vredne ogleda, predvsem zaradi razumevanja razmerja moči. Če se spomnite prejšnjega prispevka, sem omenil, da na drugem prostem treningu so se ekipe malce skrivale in danes na kvalifikacijah smo dobili potrdilo. A če se ozremo malce na ritem, je treba najprej pripomniti, da ukolikor simulacija kvalifikacij na uradni strani Formule 1 ni bila točna, tudi simulacija samega ritma ne more biti, kajti izhaja iz istih podatkov. In tu pravi, da naj bi bil Mercedes četrtino sekunde na krog počasnejši od Red Bulla. Žal niti moji podatki ne kažejo takega zaostanka. Kvečjemu kažejo, da je Mercedes približno 0,2 na krog hitrejši s tisto medium pneumatiko. In v podporo tej tezi imam kar dva različna izračuna, ki sem jih dobil pri drugih avtorjih. Namreč pri računanju ritma moramo biti izjemno pozorni. Marsikdaj se zgodi, da čas določenega voznika niha. Ima nekdo hiter krog in ima počasen krog. In če vzamemo povprečje, res dobimo neko vrednost, a ta ne odraža ritma. Zato, če pogledamo na prvi tabeli, bomo opazili, da je čas Valtterija Bottasa tisti, ki je relevanten na pneumatiki medium. Pri Lewisu Hamiltonu vidimo preveliko nihanje. Kolikor primerjamo ritem Valtterija Bottasa z ritmom obeh voznikov Red Bulla, nam je jasno, da so tisti časi primerljivi. In tudi, če pogledamo ta grafični prikaz, nam bo tako jasno, da Red Bull, kar se tiče ritma na pneumatiki medium, ni tako hiter, kot so nam govorili na uradni strani Formule 1. A da bomo bolje razumeli, o čem govorim, tu je tudi grafični prikaz teh hitrih krogov. Kolikor pogledamo tisto oranžno črto, ki ponazarja Carlosa Sainza mlajšega, bomo ugotovili, da še zdaleč ni ravna. Ritem je tista črta, ki je čim bolj podobna premici, kar vidimo pri mnogih drugih voznikih. Toliko, da se bomo razumeli. Za enkrat kaže kar veliko prednost za Mercedes. Bistveno manjšo od lani, seveda, a videli smo, da se je razlika od prvih dveh dirk rahlo povečala. Opazili smo lahko tudi nekaj drugega. Močan veter. In v močnem vetru je bil George Russell na 11. mestu tisti, ki je presenetil. In mnogi bi si želeli, da bi Russell prišel v Q3, a po mojem osebnem mnenju 11. mesto je idealno zanj. Imel bo prosti izbor pneumatik, kar bi znalo biti velika prednost. A seveda, sedaj smo si ogledali malce ritem in razumeli, kaj lahko pričakujemo od dirke. In prav je, da si ogledamo tudi moj osebni pogled na možne strategije. In priznam, nisem videl niti članka in niti ne grafičnega prikaza, ki ga bodo izdelali pri Pirelliju. Kot ponavadi 3 možne izpeljanke. Namreč tisto za voznike, ki bodo začeli s pneumatiko medium, za tiste, ki bodo začeli s pneumatiko soft in neko alternativo za one od 11. pa tam do 20. mesta. In začnimo s tisto najbolj predvidljivo in dolgočasno strategijo. Začeti na pneumatiki medium, imeti prvi del dolg od 35 do 40 krogov, seveda izjemno dolg prvi del, in nato zamenjati na tisto najtršo pneumatiko. Za približno 31
pa tam lahko tudi do 26 krogov, izjemno elastična strategija. Dopušča možnost, da bi voznik lahko izkoristil pnevmatike na polno. Je izjemno konservativna ta strategija, a nudi določeno mejo varnosti. V nasprotnem primeru, ukolikor bi voznik začel na tisti najmehkejši pnevmatiki, bi lahko vztrajal na njej od 20 do 25 krogov, čeprav bi ritem moral biti precej konservativen. Namreč ponavadi po 15. krogu se začnejo že pojavljati prvi znaki, da pnevmatika popušča. Nato na tisto srednjo pnevmatiko za približno 41 do 46 krogov. In seveda tu vidite puščico, ki kaže, da bi bila lahko strategija tudi obratna. Namreč, ukolikor bi s pnevmatiko medium neko zdržal dobrih 40 krogov, tam do tistega 46, bi z večjo lahkoto na to nataknil kolesa s pnevmatikami soft, najmehkejšo, in seveda z lažjim bolidom seveda hitreje odpeljal zadnji del. Na papirju je ta strategija seveda hitrejša, a nimam vseh podatkov, če bi pnevmatike dobesedno zdržale toliko krogov. Zato je ta omenjena samo kot opcija. A imamo še tretjo varianto, tisto drugačno, tisto, ki lahko preseneti marsikoga. In ta je začeti seveda na pnevmatiki hard, 45 krogov, in nato s pnevmatiko soft približno 21 krogov. Podobna tisti, ki sem jo predstavil malce prej, ampak na papirju malce bolj sigurna. Pnevmatika hard in nato soft je lahko tista alternativa, ki bi znala marsikoga presenetiti, čeprav smo videli, da tudi s pnevmatiko medium na prvem delu bi šlo. In seveda tudi obratno bi šlo, da bi nekdo začel na pnevmatiki soft, ampak v prvem delu zdržal tam dobrih 15 krogov, nato nataknil tisto najtršo mešanico in šel do konca, čeprav dvomim, da bi bila ta izbira najhitrejša. Seveda marsikdo izmed vas bo sedaj povedal, da sem naštel vse možne variante z enim postankom, in seveda je res. A mislim, da sem vam dal v razmislek vse možne opcije. Imamo tisto najbolj varno, začeti z mediumom in nato se odločiti sredi dirke, ali iti na tršo ali mehkejšo varianto. Začeti na najmehkejši varianti in iti nato na tisto srednjo oziroma trdo, odvisno od kroga, kdaj se bo ekipa odločila za postanek. In seveda tisto malce noro alternativo, kjer se začne z najtršo pnevmatiko, praktično menja med zadnjimi in tako pridobi kar nekaj mest. Seveda sama dirka bo pokazala in v komentarju bomo preanalizirali moj izbor Pirellija, kot sem povedal, in tisto, kar se bo zgodilo na sami progi. A kar se tiče zadnjega briefinga, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.